Spoštovane gostje, Spoštovani gosti, dobrodošli v Kulturnem domu Medvode na cesti ob Sori, nekdaj znanem kot zadružni dom, se nekatere pa še danes Svoboda. dobrodošli v hramu kulture, v prostorih, ki nam predstavljajo stičišče kulture levega in desnega brega Sore, kjer se pišejo uspešne zgodbe povezovanja in sodelovanja tako med ljubitelji in profesionalci, kot tudi med domačini in tujci, kjer se na odru odvijajo vrhunske predstave. Iz skritih kotičkov pododorja pa odmeva glasba mladih ustvarjalcev ter nežni glasovi izvajalcev likovne, filmske in še kakšne umetnosti. Dobrodošli v našem drugem domu, kot bi reklo nekaj ducat ustvarjalcev, zaradi katerih Kulturni dom Medvode živi in svojo domačnostjo, odprtostjo, pa tudi stalno nadgradnjo privablja vedno več izvajalcev in soustvarjalcev kulturnih dejavnosti. Kulturni dom Medvode je bil zgrajen na začetku 50. let kot zadružni dom. Lani je praznoval 70 let. Po 40 letih od zadnje večje prenove je dvorana končno dočakala ureditev vizur, obnovo sedežev in vizualnih elementov, ki so poleg drugih obiskovalcem nevidnih posegov nedvomno polepšali izkušnjo obiska gledališča, koncerta, plesne predstave ali predavanja. Da Kulturni dom Medvode še vedno nosi poslanstvo zadružnega doma, torej doma za druženje oziroma doma za druge, za povezovanje, kot bi lahko laično interpretirali besedo zadružni, pa priča dejstvo, da se tako uporabniki kot tudi gostje v njegovih prostorih zelo radi družijo tudi po izteku uradnih ur ali po koncu prireditev. Želimo si, da bi bilo še več tovrstnih srečanj, ki povezujejo, združujejo ljudi in kalijo nove projekte. Želimo si, da bi duh veselega druženja ob delu in prostovoljnem soustvarjanju živel tudi v prihodnje. Leta 1949 so bralci Tovariša lahko prebrali prve informacije o novem zadružnem domu v Medvodah. Pisalo je takole. Tudi mednarodni praznik žena in mater smo marsikod počastili s prostovoljnim delom. Zlasti lepo je bilo 7. marca organizirano prostovoljno delo pri gradnji zadružnega doma v Medvodah. Pionirji ljudske šole so podajali opeko, zidarje in ženske pa so pripomogli k nadaljnjemu dvigu novega zadružnega doma. Na delo so prihiteli tudi tečajniki Gradisovega zidarskega tečaja, ki imajo 2-krat na teden praktično delo in so to pot pohiteli v Medvode. Da je bilo dogajanje na tem območju že v letu 1951 zelo pestro, tako na gledališkem področju, mimogrede, tudi prva gledališka predstava ne bi bila tukaj odigrana leta 1951, kot tudi kinu, priča oglas iz Ljudske pravice. Glasi se. Oseba, ki je pomotoma vzela siv Hubertus plašč na Silvestrovo v Fiskulturnem domu v Medvodah, se naproša, da ga takoj vrne v zadružni kino Medvode. Kulturni dom Medvode pa je še nedolgo nazaj nosil tudi ime Svoboda. Vsaj tako so ga in ga še vedno poimenujejo najbolj zvesti ustvarjalci kulturnih dejavnosti, ki so v tem domu pustili svoje srce in dušo. Ime Svoboda so mu pridali že kmalu po dograditvi. V Ljudski pravici iz leta 1953 smo odkrili članek, v katerem piše tudi: Svoboda v Medvodah je dosegla od ustanovitve precej lepih uspehov. Pridobila si je in si še pridobiva vedno več novih članov iz mladinskih vrst. Dramska sekcija je imela doslej 15 nastopov na domačem odru, 8 gostovanj v Ljubnem na Gorenjskem, 2 v Logatcu, 1 v Prekmurju in 2 v Bohinjski Bistrici. V pevskem zboru pa je opaziti, da v njem ni mladine. To bo morala Svoboda v bodoče popraviti. Pri igri Zlatorog, katere premiera bo ta mesec, bo nastopil tudi orkester glasbene šole. V tej spevoigri bodo sodelovale dramska, pevska in glasbena sekcija. Tudi izobraževalna sekcija s knjižnico in Ljudsko univerzo dobro napreduje. Poseben odbor pripravlja predavanja za letos. Razen tega so priredili 2 jezikovna tečaja, ki obiskuje več kot 80 ljudi. Društvu pa trenutno primanjkuje strokovno sposobnih ljudi. Prizadeva se tudi, da bi izboljšalo oder in drugo opremo. Doslej se je vzdrževalo samo, upati pa je, da mu bodo pomagali tudi delovni kolektivi.
Medvoška Svoboda je dosegla v tekmovanju v okviru okraja 3. mesto in je dobila v nagrado več strokovnih knjig v vrednosti 12.000 dinarjev. Kulturni dom Medvode tudi v letu 2022 ostaja na poti, ki se je začela pisati pred 7 desetletji. Majhno, na trenutke premajhno in tehnično preskromno, pa vendar prijetno kulturno središče, v katerem najdejo prostor za delovanje tako ljubitelji kot profesionalci in v katerem se prepletajo gledališke, kino in druge predstave ter prireditve. In če smo v lanski strategiji razvoja kulture zapisali in delno tudi že uresničili, da bomo kulturni dom Medvode prenovili, predvsem ali v veliki meri za potrebe domačega kulturnega društva ter drugih društev in manjših skupin, za bolj ambiciozne kulturne projekte pa se lotili iskanja nove lokacije za nov, večji kulturni center. S tem pravzaprav nadaljujemo pot, ki je bila nakazana leta 1985, kot piše v članku iz Javne tribune. Se je v medvoški kulturi nekaj premaknilo? Konec mrtvila. Kulturniki Medvoške Svobode so novembra dodobra presenetili meglene in kulturne dejavnosti nenavajene krajane. Pripravili so kar 2 premierski gledališki predstavi, Marinčevo muzo na mansardi in mladinsko predstavo Milana Dekleve Magnetni deček. Presenetili so tudi obiskovalce predstav, saj jih je v preddverju Doma Svobode, ki so ga preuredili v razstavni prostor, pričakala razstava Lada Vidmarja, člana likovne sekcije Svobode. Presenečen pa še ni konec. Na Ostrovrharjevih srečanjih v Domu Svobode v Šentvidu so uprizorili Partljičevo žalostno komedijo Moj ata socialistični kulak, za Dan republike pripravljajo proslavo in v galeriji skupinsko razstavo slikarjev likovne sekcije. Poleg tega že pripravljajo mladinsko predstavo Mala čarovnica, ki ni znala biti zlobna, novoletno predstavo za najmlajše, Zimsko tabornjenje, Nušičevo posodobljeno komedijo Gospa ministrica in satirični kabaret On, ona in čas. Vse pogosteje pa je slišati, da bodo kmalu začeli v Domu Svobode tudi s kino predstavami. Bojda so projektorji že uredili in popravili, urejajo in pripravljajo pa še ostalo opremo. Škripajoči stoli v dvorani bodo sicer še ostali, zato pa je vsebinskih novosti kar precej. Če bo šlo tako naprej, bodo morda nekoč dobili v dvorano Svobode tudi nove stole. V avli Kulturnega doma Medvode si lahko ogledate razstavo iz zgodovine, ki razkriva nekaj skrivnosti našega zadružnega doma Medvode. Iz zgodovine v prihodnost pa nas bo popeljal naš današnji slavnostni govornik, podžupan občine Medvode. Na odre vabiva gospoda Iva Repa, da nas počasi popelje proti kulturnemu delu naše počastitve Dneva državnosti. Praznika, ki v duhu samostojnosti in povezanosti še kako navdaja s ponosom, ki ga čutimo do Slovenije, slovenskega jezika, slovenske kulture in naših prelepih, prijetnih domov. Dober večer. Iskreno pozdravljeni, spoštovani župan občine Medvode, gospod Nejc Smole, članice in člani občinskega sveta, odborov ter komisij, članice in člani krajevnih in vaških skupnosti, zaposleni v občinski upravi občine Medvode, predstavniki zavodov in društev, predstavniki civilne družbe, spoštovane krajanke in krajani. Danes je večer, ko praznujemo dogodke izpred 31 let, ko smo Slovenci dosanjali svoje sanje in si ustanovili državo. 25. junija leta 1991 je takratna skupščina Republike Slovenije sprejela 2 temeljna dokumenta slovenske osamosvojitve. Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije ter temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. In nato so se zgodili dnevi in dogodki, ki so bili tako rekoč neizogibni. Na Trgu Republike se je pripravljala velika državna proslava, da se v vsem sijaju obeleži zgodovinski trenutek Slovencev, da se slavnostno v zgodovino zapiše čas, ki ga obeležuje izjemna plebiscitarna enotnost naroda. V veliki ljubljanski stanovanjski soseski se mlada družina sprehaja v prijetnih večernih sapah zgodnjega poletja. Naenkrat spokoj večera razpara brutalen zvok motorjev vojaških letal, ki pričnejo svoj peklenski ples povsem nizko nad naseljem.
Ples sicer ne traja dolgo, a vendar doseže svoj namen. Skrb in razmišljanje o prihodnjih dneh. Večer. Proslava, ki večino Slovencev prikuje pred TV ekrane. Čudovito, slavnostna četa, zbrani veljaki ter politiki, ogromna nova slovenska zastava zaplopala nad Trgom Republike, slavnostni govorci. In na to zgodovinske besede. Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Povzemam. Pravijo, da najbolj odmevne in največkrat citirane besede izgovora katerega koli slovenskega politika. Skoraj nihče se do prihodnjega jutra ni zavedal pravega pomena teh besed, zjutraj je bil njihov pomen jasen vsem. Pričel se je dejanski proces rojstva naše države. Pa čeprav ni trajal dolgo, je v vsakem pogledu trajal predolgo in neupravičeno. Tudi to smo zmogli. Skupaj, kot narod, kot eden. Nihče ni omahoval, nihče ni ostajal zadaj, vsak po svojih močeh, vsi kot delčki dvomilijonske sestavljanke. Dosegli smo to, kar v sodobnem človeštvu na žalost šteje največ. Vojaško smo potrdili svojo politično voljo in tega nam nikoli nihče ne bo vzel. Ponosni smo, da smo to doživeli in preživeli. Ponosni smo na vse, ki so v tistih trenutkih žrtvovali in se zapisali v večnost. Napačno bi bilo, če bi zgolj ta mejnik slavili kot največji dosežek. Kot majhen narod, če želimo biti pošteni, smo bili očitno dovolj kleni in prilagodljivi, da smo preživeli stoletja in v prsi gojili željo in vero, da nam bo to, kar smo si zastavili, uspelo. Izborili smo si jezik, izborili smo si svoje ozemlje, bili smo na pravi strani zgodovine, dosegli smo svojo samostojnost, svojo državo. Vse to nas vodi v razmišljanje v današnji čas. Kaj je danes drugače kot pred 31 leti? Ali smo mi drugačni? Kaj je z našimi sosedi? Kaj je z narodi bivše skupne države? Ali smo samozadostni? Odgovore poznamo. Ljudje, sodržavljani, sosedje, nismo prav nič drugačni. Mogoče so nekateri že odšli v večnost, a mi smo ostali enaki. Mislim, da smo se v vseh teh časih, ki so sledili naši osamosvojitvi, lahko tudi nekaj naučili. Da smo ljudje navezani drug na drugega, da smo sosedje v večini primerov odvisni drug od drugega in da smo kot sodržavljani največkrat zelo blizu plebiscitarnosti odločanja, le vzgib mora biti pravšnji. To dokazujemo s svojim zavedanjem okolja, ohranjanja naravnih dobrin za naše zanamce. Vse to izhaja iz nas, našega razumevanja, našega hotenja. Ko se globoko zazremo vase, nihče zavestno ne želi svojim bližnjim ali pa sosedom in sodržavljanom nič hudega, zlega. Ne sme nam biti upravičilo, češ politika nas razvaja. Ne smemo biti naivni, mi smo politika. Stara resnica, divide et impera, je večna. Deli in vladaj. Razdvoji narode, skrega jih med sabo in vodljivi bodo. Počeli bodo stvari, ki si jih zdrav človeštva v 21. stoletju ne more zamisliti. Ne sme se več zgoditi, da bomo nehumano nastrojeni drug proti drugemu, ko se bomo srečevali z izzivi prihodnosti. To preteklo dvoletno obdobje je razgalilo stanje naše sebičnosti in ponovno potrdilo, kar nas dela ljudi, ljubezen in skrb za bližnje. Ljubezen in skrb za soljudi se je izkazala tudi ob zadnjih dogodkih nedaleč od nas, ko si niti v sanjah nismo predstavljali, da obstaja nekdo, ki je sposoben z orožjem in krvjo posegati v življenje drugega naroda. Tudi tukaj ima politika svoje prste vmes. Ne moremo se izogniti temu dejstvu in odgovornosti. Nekateri si mislite, kakšne so to besede, saj je politik. In prav imajo in tega se moramo zavedati. Zavedati, da je potrebno vsako svoje dejanje ovrednotiti, tako z človeškega, kakor tudi političnega stališča. In če sta ta dva pogleda enotna, je odločitev enostavna. Kot je enostavna in samoumevna za vse aktivne udeležence bojev za Slovenijo leta 1991, udeležencev bojev za svobodno Evropo in svet leta 1941 in borce za severno mejo leta 1919. Ter vse ostale pred njimi, ki so postavili temelje naše državnosti
in katerih trud mi uživamo danes. Hvala podžupanu občine Medvode Ivu Repu za zanimiv govor. Pregovor kri ni voda poznamo vsi. In kot se nekatere lastnosti prenašajo v družini staršev na otroke, se prenašajo tudi med mentorji in učenci. Veščine, znanje in ljubezen do kulture se prenašajo iz roda v rod, z učitelja na učenca. Ta pa velikokrat tudi sam postane učitelj. Tvorijo se tesne vezi, soustvarjalci nemalokrat postanemo mala družina. V slovenskem poročevalcu iz leta 1956 piše takole. Uspeh svobode v Medvodah. Eno naših amaterskih središč je zadružni dom v Medvodah, kjer se zbira igralska družina Medvodske svobode. V njej so zbrani ljudje vseh poklicev, ki so prosti čas namenili odrskemu delu. Pred kratkim so uprizorili svojo prvo letošnjo premiero Ingriševo spevoigro v 3 dejanjih Tam na gorah. Pod skrbnim vodstvom režiserja Francija Orla so pevci ohranili melodioznost Ingriševe glasbe ob močni podpori ubranega orkestra. Orkester je sestavljen iz profesorjev in učencev Medvodske glasbene šole. Vodil ga je tovariš Oseli, pri orkestralni obdelavi pa mu je pomagal ravnatelj glasbene šole, tovariš Zorko. Operetni zbor nastopajočih je dobro rešil svojo nalogo. Posebej je treba omeniti Andreja Bečana v glavni vlogi profesorja Polidorja algebre, v polni meri pa so se uveljavili tudi vsi ostali igralci in pevci. V baletnih scenah so sodelovale tudi članice TVD Partizan pod vodstvom Sonje Černigojeve. Priznanje pa zasluži tudi inscenator profesor Vrečko. Uprizoritev so pripravljali 3 mesece. Opereto so po premieri že 4-krat ponovili ob vedno razprodani dvorani. Občinstvo nagrajuje nastopajoče ob odprtih scenah in se jim zahvaljuje šopki in prisrčnim aplavzom. Medvodska svoboda, ki jo je združilo veliko število svojih članov v skupno delo, je dokazalo, da trud in prizadevnost vodita do uspeha in upamo, da bo tako in še bolje delala tudi vnaprej. In skupine so uspešno delale tudi naprej. Leta 2018 je drama z naslovom Kos v izvedbi domačega kulturno-umetniškega društva Fofite, ki jo je režiral Branko Kraljević, prejela nagrado za najboljšo predstavo na 30 Čufarjevih dnevih. Za najboljšo žensko vlogo pa je bila nagrajena Maša Kavčič, igralka v predstavi. Pred slabim mesecem dni pa so vsi 3 igralci v avtorski predstavi Kri in voda na regijskem Linhartovem srečanju prejeli priznanja za igralske dosežke. Zato smo današnjo slovesnost ob dnevu državnosti obarvali gledališko. Ogledali si bomo avtorsko gledališko predstavo Kri in voda v izvedbi kulturno-umetniškega društva Fofite. Gre za avtorski projekt, s katerim društvo začenja ciklus projektov s skupnim naslovom Elementi zemlje. Projekt, ki nastaja skozi postopek improvizacij brez dramske predloge, se ukvarja z vprašanji družinskih vezi, disfunkcionalnostjo družinskih odnosov in njihovimi posledicami. Predstavo je režiral Dejan Spasić. Prepustimo se torej sočutenju, ki se plete v različnih družinah in po različnih domovih, takšnih in drugačnih, tistih navadnih in onih drugih, kulturnih. Prepustimo se čustvom in čutnosti, ki nas povezuje v sočutno in povezano skupnost. Ali kot so zapisali ustvarjalci predstave Voda in kri. Voda je zemljina kri. Vsi smo v žlahti. Po zaključku pa vas vabimo na družabno srečanje s pogostitvijo na in ob teraso na zahodni strani kulturnega doma. To je ta soba, se pravi, postelja, omara, mize. Ja, kopalnico. Može, pokažite. No, tule pa je kopalnica, pač tuš, Kompaktno je, to je vse kompaktno, všeč mi je.
Dobro. Gremo zdaj še dol v kuhinjo, da se malo pomeniva. Može. Kar za mano. Kot sem rekla, zgoraj imate en kuhalnik, zdaj, če bi pa rabili kaj več, pa lahko tudi tukaj v tej kuhinji. Ne, meni je to vse super, jaz to rabim in to je to. Dobro. O, kakva lepa velika reka. Ja. A ono tam je centar. No, to je majhen kraj, pač tržnica, knjižnica, par trgovin. Zanimivo. A kdo dol živi drugače? Nihče. Starša sta živela spodaj, ampak sta že pokojna. A, se opravičujem, nisem vedela. Ne, vse v redu, je že nekaj časa od tega. Jo, a se boste usedli, no? Izvolite. Može, hvala. A bi kaj spil? A, kozarec vode? Bom tako. Hvala lepa. Izvolite. Hvala, gospa. Če dovolite, no, bi vprašala malo, kako to, da ste se odločili iskati stanovanje v primestju? Zaključujem študij. Tako da iščem nekje, da imam mir in privatnost, da mogu zaključiti. Študirate? Da. Kaj pa, če smem vprašati? Programiranje. Hočem, da budem kriptomagnat, da si kupim BMW-ja. Šalim se. Ja. Ne, rad programiram. No, če dovolite, če ste študent, imate kakšno štipendijo, vam mogoče starši pomagajo? A veste, moram vedeti, če boste lahko stroške plačali. V bistvu bolj jaz pomagam staršem, drugače Bosna mi nakaže neko malo štipendijo, ali inače vozim taksi. Aha, zanimivo, taksi vozite. Aha, a to pomeni, da tudi po noči domov hodite? Ja, problem. Ne, a veste, mora biti mir, tudi zaradi sosedov. Ne, gospa, jaz pridem domov, parkiram, grem spat, iščem isto jaz mir. Ne bo problem, ne bo. Ok, razumem. No, jaz imam še dva kandidata, ki bosta prišla pogledat, potem se bi pa odločila. Zdaj, kot sem vam rekla po telefonu, najemnina je 250 stroški vred. Super cena, res super. Ok, plača se pa še ena najemnina kot varščina. Varščina. A veste, tudi kot ene vrste garancija, če bi se slučajno kaj poškodovalo, saj na koncu dobite nazaj. A bo šlo? Mislim, a možda dvema obrokima to? Šalim se, ne, bi moralo iti, v redu bo, da. Dobro, a imate še vi kakšno vprašanje? Internet dela normalno. Ja, internet je po celih. Meni je to najbolj pomembno, za faks, da lahko delam in kakve druge stvari to. Absolutno. Za parkirat imate? Ja, 2 mesti sta vedno noben problem. Ok, odlično. Jaz bi sam to rad rekel, gospa, če zberete mene, jaz takoj pridem. Meni je, lepo mi je tukaj, imate ful fajn hišo. Super, hvala. Dobro, potem je pa to. Dobro. Ok. A to vam damo korito? Ja, prosim, hvala. Milena. Da. Siniša. Siniša, tako je. No, Drago mi je bilo. Se vas pospremam, kaj tukaj za mano. Evo, nekom. Ja, Da, gospa, hvala lepo. se slišiva. Nasvidenje. Milena, meni je tukaj baš fino, ej. Jaz sem tudi vesela. Hvala, ker smo vzela za podnajemnika. Pa super sem se to odločila. Odlično je, ej, Na živim. zdravje. Svaka čast. Dobro je. Mekana, ko govno, Milena. 16 let staran. A boš vodil? Ja, prosim. Evo, sad ću to. Zadnji izpit praviš, a? Zadnji? Kaj, zdaj pa še diplomska? Kakva diploma, Milena, reče se magisterska. A dobro, vi se rečete. Veš kaj, jaz berem zdaj mentora. Napravim raziskavu, zberem temu i onda najbolji del pišem. Super. A ti kaj študirala?
Ja, DIF. Kaj? DIF, fakulteta za šport. Zbog toga učiš fiskulturo? Okej. Jaz sem včasih rokomet igrala. Ja, pa prav dobro mi je, šla sem bila v reprezentanci. Res? Pa sem Svaka si pa koleno poškodovala pri 20. Šta? Ja, in je bilo kar težko, veš. Da. Pa sem pa faks upisala, pa sem ga naredila, pa sem se nekako pobrala. In to je bilo to? Ja. Super, svaka čast, ej. A te lahko jaz nekaj vprašam, Milena? Ja, kaj? A imaš ti koga? Kako to misliš? Fanta, moža, ne vem. Nimaš, si ločena? Čakaj malo, Milena, lepa si, v najboljih letima si. Veliko hišo imaš, redno službo, avto imaš, šta ti fali? Bil je Goraz, imela sem Goraza, pa je šel. Gore, kam je šel? Kam je šel, pač ni ga več. Imam sestro. Čakaj malo, zakaj jaz še nisem spoznal? Ona potuje po svetu. Ja, to je že 5 let naokrog. No, potem, ko je oče umrl, je šla. Pa se pa moje, da ne zato. A zakaj onda? Pa ko je oče umrl, je bilo težko, bilo nepredvidljivo. In Diana se je odločila, da bo pustila faks. Aj, Mama je pa rekla, glej, ali si najti službo, Aha. ali pa se odseli. No in Diana je šla, je živela pri prijateljci, pa je en dan odpotovala. Pa so mislili z mamo, veš tako, za 14 dni. da. Pa ni bila nazaj. Mama se je kar krivo počutila, veš. Pa razumem, sigurno, ja. No pa mama zbolela, pa ni dovolila, da ji sporočim. In pa sem ji povedala še, da je bila že zelo bolna. In je prišla samo na pogreb. Nikoli se nista pomenila. No pa je pa spet odpotovala. Čak, a sta vas dve kaj skregani? Ne, nisva skregane, sam, kaj pa vem, lej. 7 let sva narazen, okoli nisva, razen, ko sva bile čisto majhne. Ne vem, le. Oj, mogoče pa še pride čas za to, a? Mogoče. Oj, a Diana si rekla? Diana. Na Diano? Okej. Ajde, živeli. Milena, ti veš, da ta ista reka teče dol poleg mog mesta dol v Bosni. Ojo? Veš, kaj mi je najbolj smešno? Ti in ja, mi živimo več celo življenje v istoj reki. A poznamo se kaj? 2 meseca. Veš, ona vse ve. Kdo? Ja, reka. Jaz rada živim v vodi. No, fino je ovdje, super imaš, super. A te lahko še nekaj vprašam? Spet. Nič osebnega. Ne, a te dela internet normalno? Ja, dela. Kaj? Meni ne. Ne dela ti internet? Ne, Ojoj. kje imaš ruter? Ruter. Ona škatlica s antencama. Ja, to so pa fantje tam v Marodal. Tam ne noter. Ja. Mogu pogledat? Ja, poglej, kaj pa misliš, da je? Ne vem, Milena, moram pogledat, a? Ujebote! Joj, kaj pa je? Milena! Kaj? A je to CD player? Ja, CD player je, ja. Od doma to še doma. Yes! Vse je prašno. No, A lahko dam en komad? ja pa dej. Ajde. Milena. Milena. Ajde, Milena. Dođi vamo, Milena, ajde sa mnom malo, a? Ajde. Bravo, svaka čast, bravo. Maša, Milena, 2, 3, Milena, čakaj, bravo. A nisi ti rekla da vam zjebano koljeno? Mekano. To je rakija, vidiš. Još jednu, a? Još jednu rakiju. Da.